povedati, da ste prvi župan v našem studiu, da so vas tudi občani, ki smo malo spraševali po ulici, koga bi radi videli v podcastu, tudi to bomo objavili v kratkem, so tudi vas izpostavili. Tako da dobrodošli tik za občinskim praznikom, zdaj se še ful dogaja v Trbovljah, a ne? Torej, Zoran Poznič je z nami. Hvala za povabilo, lep dober dan vsem gledalkam, gledalcem, tudi tebi, Neža. Tako da Američani bi rekli šut. Ja, sva rekla, da je danes lahko karkoli. Malo vas, malo politiki, malo o Trbovljah. Bova dala karte na mizo, bova povedala, kako in kaj. Pa dajmo začeti malo politično, pa bomo pol še malo šli v drugo smer. Kandidaturo za župana še enkrat bo, a ne? Vse kaže, da bo, tako je, res je. Nič kaj drugega mi ne ostane, toliko enih stvari se je nabralo, ki še niso končane. Toliko enih ljudi tudi pričakuje to mojo drugo kandidaturo, da nekako potem na čelu, da jih ne smem pustiti ne projektov, ne ljudi na cedilu, sem se odločil, da gremo še enkrat po mandat. Ampak biti župan, po moje, ni bilo čisto točno to, kar ste si predstavljali. Ne, daleč od tega. Jaz sem bil navajen čisto enih drugih razmerjih, predvsem tisti čas preživeti v Ljubljani na Ministrstvu za kulturo, kot minister za kulturo. Tam te seveda vsi nosijo po rokah, vozijo, brifajo, mažejo, pazijo, kakorkoli. Seveda je pa tu, ko ti začneš eno delo kot župan enega takšnega mesta, kot je Trbovlje, v bistvu v začetku kar krut stik z realnostjo. Z realnostjo v tem smislu, da vidiš v resnici seveda tudi vse, kar je bilo dobrega narejeno, vidiš tudi tisto, kar je bilo spuščeno in predvsem vsaj v prvem letu imaš opravka večinoma ne s projekti, ampak z ljudmi. Kako poenotiti, kako zopet prilagoditi na en način vse občinske službe, da začnejo tvorno sodelovati med sabo. In pa potem seveda tudi zunaj hiše, kako poenotiti vse javne zavode na eno izhodiščno točko, če lahko tako rečem, in kako potem z eno novo paro na temelju tudi novih programov iti naprej. Ker v končni fazi je županska funkcija le funkcija, katero volijo ljudje neposredno in si v resnici odgovoren vsem. In jaz se tega še kako hudičevo zavedam in tudi probam na ta način ravnati. Predvsem pa glavna motivacija nam vsem je v resnici delati dobro za dobrobit lokalne skupnosti, za napredek mesta in vse, kar gre zraven. Boste kandidirali pod SD ali boste kandidirali pod gibanje ali kaj, Komaradschaft ali kakorkoli? Mislim, da ravnokar ustanavljamo listo Komaradschaft, ki nekako bolj korespondira, se bolj pogovarja z željami vseh ljudi. Je pa to zelo odprta platforma, tako da vabljeni k sodelovanju v resnici vsi, ker vsekakor je volilna, da tako lažem, lokalna politična srenja dosti drugačna, kot je tam v Ljubljani na državni ravni. In predvsem vidim, da so ljudje vseh političnih opcij, večinoma vseh političnih opcij, v resnici res pripravljeni za naše mesto tudi kaj narediti. In ne zdi se mi prav, da jih z enim predznakom, z enim logotom pred svojim imenom v resnici odvrnem. Od vsega tega, kar moramo še v resnici skupaj postoriti. Saj župan je samo, da tako rečem, koordinator vsega tega. Okej, ali jih je v času mandata nekaj pa odletelo stran, ker so pričakovali, da boste naredili to pa to pa to, pa niste naredili tako, kot ste bili, ali zmenjeni, ali pa so samo pričakovali? Seveda, to je vedno tako, ne. Vsak si misli, je naivn, se ne ve, kam je prišel, bomo že dosegli svoje. Pa potem kar hitro nekateri spoznajo, da to ne bo šlo tako gladko in na hitro in nekateri potem tudi obupajo.
Seveda se nekateri potem skrijejo za različne paravane, pa mislijo, da bo vendarle prišel čas, da se tisto, kar so si zamislili, udejanijo, ampak pri meni te stvari ne delujejo na ta način. Kaj je Zoran Poznič? Bolj umetnik, bolj politik, mož, prijatelj ali pa še kaj drugega? Človek bi rekel verjetno vse skupaj, ne. Kot prvo sem pa seveda mož, še vedno zaljubljen pri teh svojih starih letih. Tudi nedavno poročen, pa dajva mogoče tam, če sva Tudi začela. nedavno poročen, res je, in se počutim kot Bog v nebesih, kar se tega vsega tiče. Potem pa župan in šele potem zopet kipar, umetnik in tako naprej. Koliko pa imate časa za svojo umetnost? 5. junija imam otvoritev velike retrospektivne razstave v galeriji gradu Brežice, ki naj bi potem se prenesla tudi v Trbovlje in verjetno tudi v Kranj. Tako da najdem časa, vedno se najde čas, ker ukvarjanje z mojim osnovnim poklicem, če ga tako imenujem, se pravi kiparstvom, je nekako vseeno vame v genih in pomeni in sprostitev in nekakšen čistilni servis, ko se skozi delo na skulpturi znebiš marsikatere frustracije, v miru premisliš o marsikateri potezi, tako da je to veliko več kot samo drobno ukvarjanje z nekakšno obliko, ampak mi pomeni v resnici res veliko. Dostikrat slišimo kakšne očitke, da vas ni na kakšnem dogodku, sicer predstavniki občine Trbovlje pridejo, da se ne udeležite kake stvari. Kaj bi rekli na te očitke? Bolj ko ne sprejmem te očitke, seveda jaz čisto na vsako prireditev, ki jih je v Trbovljah, poglejte samo naš časopis Srčno, tam na sredinsko stran, koliko je vsak dan vseh teh dogodkov. Na vseh dogodkih jaz ne morem biti. Se pa vedno potrudim, da je nekdo z občine, v veliki meri tle tudi hvala naši podžupanji Vesni Jesih, da pokrije tudi vse te prireditve. Zame sem si pa nekako izboril, da prihajam, govorim kakorkoli na bolj, sicer v narekovajih, pa predvsem važnih prireditvah. Pri kakšnih državniških obiskih, pri naših praznikih in tako naprej in tako naprej. Bo izziv zdaj tudi, verjetno ste glih vzpostavili neke povezave z Ljubljano, zdaj govoriva z lobiranjem za lokalno skupnost. Nova politična struja prihaja, a bo to spet nov izziv? Seveda bo nov izziv, ampak jaz ne pričakujem veliko težav, ker večinoma se z vsemi temi ljudmi, ki sedaj nastopajo funkcije po tistih ministrstvih, ki so za lokalno skupnost najbolj pomembni, poznamo že od prej in smo tudi že sodelovali kdaj prej. Tako da jaz mislim, da nas čakajo, ne bom rekel takšni časi kot do sedaj, ampak vseeno Trbovljam naklonjeni časi. Ste kar tako poznani, no, po takem, da včasih kar mislite, tudi poveste, kar marsikomu ni všeč, pa vas verjetno zaradi tega tudi čez nekaj časa drži za besedo oziroma reče: veš kaj, ti si pa tulele nas malo namočil, a ne. Kaj bomo zdaj? Seveda, to je res. Tako bom rekel, zelo rad se pohvalim, ne, v smislu stvari, ki gredo naprej, ki se pripravljajo, za katere dobim informacijo, da se bojo zaključile takrat in takrat. Velikokrat potem, to so take začetniške, velikokrat potem naletiš na birokratske ovire, ko ti cel projekt preprosto zablokirajo za pol leta. Recimo tele volitve, ki so zdajle za nami, so popolnoma vse, kar se dogaja na relaciji ministrstva, občina, ustavilo. V Ljubljani si nihče ni upal nič odločati, nič podpisati, nič spraviti z ene pisarne v drugo. Tako da je pol leta bilo izgubljenega. Pol leta je bilo izgubljenega na začetku lokalnega mandata, preden se je vse skupaj začelo
premikati tudi na občini. Tako da, recimo, za obnovo njive, katero sem obljubljal že v prejšnjih predvolilnih shodih in govorih, smo rabili raje bom rekel, več kot 2 leti, da smo prepričali vodstvo Zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine v Celju, ki je pristojno za Trbovlje, da nam je dovolil, da sploh pristopimo k obnovi njive. In šele, ko smo dobili dovoljenja iz Celja, ko je dogovor v bistvu začel veljati, smo potem lahko in merili statiko in delali načrte in pridobili gradbeno dovoljenje in tako naprej. Velika večina ljudi tudi ve, da recimo za gradbeno dovoljenje potrebuješ 1 leto. In občina ni nič v drugačni situaciji. Tako da čas gre tako hitro naprej. In to je ena mojih glavnih frustracij, da vse stvari, ki jih vidiš pred sabo, kako so mogoče, kako se lahko postorijo, ti potem papirologija, birokracija to vse zaustavi, s tistimi besedami počasi, preden tole podpišemo, rabimo to. In tako naprej. Ampak nekako se da. Potem, ko se tega navadiš, tudi tako malo pišmeuhovsko se rečeš, klinci, če smo toliko časa zdržali, bomo pa še toliko, se gre naprej. Če bi mogli izpostaviti 3 stvari, ki jih želite, ali pa so že na delu, verjetno predvidevam, da je ena njiva, ki jih želite speljati v svojem mandatih in tako naprej, oziroma ko boste vztrajali, da se zgodijo, katere 3 bi to bile? To je zdaj kar težka naloga našteti 3. Seveda je njiva kot najtrši zalogaj, najtrši oreh, seveda to popolna prioriteta v tem drugem mandatu. Prav tako je druga prioriteta dokončanje obrtno-industrijske cone Lakonca, ki je sedaj izgradnja le-te tam nekje čez polovico. Zdajle pred dobrim tednom je Devosoft dobil tudi gradbeno dovoljenje za začetek gradnje mesta akrobatov. Imamo tudi že druge lastnike, ki so pokupili še parcele na tem območju. Tako da to je bil na en način, ta industrijska cona je bila na en način tudi moj prvi motiv, da sem šel sploh kandidirati za župana. Ker mislim, da je to, kar nastaja gor na Lakonci, v resnici bodočnost Trbovlj in tudi garancija, da kot mesto obstanemo. Se pravi, nove tehnologije, tudi novi ljudje v resnici, posledično tudi nove prometne povezave, ki bojo prišle samo po sebi, dvig ene intelektualne ravni v mestu, boljše šolstvo. Poglejte, kaj zadnji 2 leti dosegajo naše šole, od gimnazije, tehnične šole, osnovne šole, med 50 najboljšimi šolami na svetu, obisk naših otrok v Houstonu, v NASA in tako naprej. Tako da smo na pravi poti. Se pravi, če je obrtna cona drugi. Okej, še tretji? Drugi tak projekt. Tretji je pa definitivno dimnik in področje okrog dimnika naše termoelektrarne, kjer se skriva neizmeren potencial za razvoj industrijskega turizma. Po moje je to lahko srednjeevropska atrakcija par excellence. In tu tudi naletimo na odprte karte in na veliko zanimanje tudi strani države. Tako da eden prvih obiskov v Ljubljani bo ravno namenjen razdelitvi območij pri naši termoelektrarni. Kar nekaj jih rabiš v slovensko elektrogospodarstvo za vzpostavitev enega skladišča baterijskega za energijo, ki prihaja iz, v narekovajih rečem, naše največje v Sloveniji sončne elektrarne na Pleskem. In dimnik sam z vsemi spremljajočimi objekti, pa seveda opremiti z raznimi platformami, z raznimi senzacijami, takšnimi in drugačnimi. Uspelo nam je to tudi ustaviti v
regionalno strategijo razvoja, ne samo turističnega, ampak nasploh. Tako da je to ena glavnih motivacij še za naprej. Čim prej doseči, da pride to območje v upravljanje občine Trbovlje in potem posledično tudi, da začne prinašati kar verjetno zelo hitro denar. Ampak v državnem zboru je bilo celo govora, da bi bilo mogoče treba pravični prehod ustaviti, oziroma sredstva iz pravičnega prehoda, to je bilo na eni ministrski predstavitvi, Jernej Vrtovec je imel. Kaj, če do tega pride? Jaz mislim, da do tega seveda ne bo prišlo. Nekaj je, kar se govori v parlamentu na zaslišanjih, nekaj je pa potem realnost. Tako da tudi z gospodom Vrtovcem bomo opravili razgovore, ga povabili v naše konce, da ga seznanimo z vsemi temi projekti, ker ne delujemo samo kot občina Trbovlje pa župan, ampak je tudi polno drugih družbenikov s področja tudi gospodarstva, s področja turističnega gospodarstva in še kdo, tudi tujih partnerjev, ki se zanimajo za ta projekt. Tako da jaz mislim, da bo tisto, kar se bo v resnici zgodilo, dosti drugačno kot tisto, kar je bilo rečeno pred 2 dnevoma v parlamentu. Kaj je najbolj tečna točka biti župan? Tečna točka? Čas. Zmanjka časa za vse. Ne vem, kako se ljudje predstavljajo takšno delo. Delo ni od 7 do 3, od 6 do 2, ampak je delo petek in svetek, zvečer, zjutraj, včasih popoldne. Polno je enih, če tako rečem, dolžnosti, ki se jih v resnici ne moreš zmakniti, pa ne samo v Trbovljah, seveda, ampak predvsem v Ljubljani, po vseh pisarnah, v parlamentu, po ministrstvih, po direktoratih, po sekretariatih in ne vem kje še vse, kjer lobiraš za svojo občino, za svoje mesto. Včasih se prilizuješ, včasih noriš, včasih kričiš, včasih tolčeš po mizi, včasih božaš. Tako da je včasih kar težko. Celotna čustvena paleta. Tako. Jaz temu rečem psihodrama. In opera in opereta in še musical zraven. Ampak v končni fazi dosežemo, kar smo se namenili in nam gre zaenkrat kar, moram reči, hudičevo dobro. Kaj pa ljudje? Pridejo do vas tudi z raznoraznimi, včasih hecnimi, zabavnimi, pa tudi težaškimi vprašanji, prošnjami. Mnogi so, ko želijo, ne želim županu povedati, verjetno, ne, in na vsak način do župana in pika, saj ga poznam, saj sva 20 let nazaj, ne vem, tamle v parku bila, pa sva za kakim šankom bila, pa tako naprej. Zagotovo je tega. Si predstavljam kar nekaj, ker tudi mi imamo kar dosti klicev na tej ravni. Res je. In to je izredno zanimivo, ne. Na začetku me je bilo teh obiskov kar malo strah, ker sem si rekel, hudiča, saj ne boš mogel vsem ugoditi. Bodi saj toliko, da vsakega poslušaš, da mu daš njegovih 15 minut, ne glede na to, kakšne so njegove prošnje ali zahteve ali karkoli. In potem zelo hitro ugotoviš, da velika večina ljudi, ki pride k tebi, v resnici ne zahteva nič. To, da ga poslušate. Ampak pridejo, včasih bi rekli, da nastaviš ramo in da so naslonjene na tvojo ramo in da jih malo pobožaš, da jih malo potrepljaš, da začutijo, da jih razumeš. In to jim je včasih dovolj. Pridejo pa ljudje s takimi zgodbami, da nekaterim sploh ne verjameš, da je to nemogoče, pa potem preveriš. In res ljudem se dogaja čuda enih stvari. Ker ponavadi je tako, ne, k meni ne pridejo tisti, ki jim se dogajajo dobre stvari, se pohvaliti. Ampak predvsem tisti, ki so v stiski, ki se jim podre streha na glavo, dobesedno, ki, se pravim, se jim dogajajo grozne stvari, čudne stvari, ostanejo brez vsega na cesti. Živi, 6 ljudi v 30-kvadratnem stanovanju in tako naprej in tako naprej. Vsem tem, če se le da pomagati,
če se le da pomagati, jim seveda tudi pomagamo. Jaz naročim svojim službam, da je treba ta primer obravnavati prioritetno, da je stiska. Tle dobro sodelujemo tudi s socialno službo. Tako da jaz mislim, da zaenkrat ga kar dobro vozimo. Seveda so pa tudi takšni, ki pridejo z vprašanji in zahtevami, za katere ne veš točno, kam bi jih dal, kam bi jih umestil. Zelo nerealne, verjetno. Recimo en zadnjih velikih, gromozanskih, največjih problemov je ta, da je sosed svoji sosedi nastavil pred ograjo, ki loči dve hiši, čebelnjak. In čebele so hodile pit med, nektar na sosedin vrt. Kako to zdaj preprečiti? Kje so kakšni odloki, ki bi čebelam prepovedovali, da letijo čez planke? Takšne stvari. Ampak saj vedno so dve plati, ne? Ni čisto tako preprosto, ne? Seveda so vedno dve plati, včasih je to zabavno, včasih je to nemogoče. To smo rešili tako, da smo soseda, ki ima čebelnjak, prosili, če ga lahko prestavi na drugo stran hiše. In zdaj čebele hodijo na drug vrt, na drugi strani se pasti, v drugi hiši, ampak tisti prebivalci tam to ne moti. Okay. Pa vseeno se pa zgodijo včasih, predvidevam, tudi kakšne frustracije. Veš za problem, veš, da je res hudo, da je težko, pa enostavno ne moreš pomagati, nimaš tega vzvoda, načina, razen, ne vem, da jih odpelješ domov k sebi. To se zgodi kar velikokrat in to je res frustracija. Ljudje pridejo s tistim žarom v očeh, ko pravijo, zdaj sem prišel pa do župana, tam mi bo pa pomagal. Zdaj bo pa rešitev, ne? Zdaj bomo pa, tole se borimo že celo leto, evo, Zoran je fajn možakar, pa nam bo pomagal. Pa jim ne moreš. In tudi to je ena izmed slabosti tega dela in to so, nekatere stvari so takšne, ki te potem tudi preganjajo še dolgo časa. Ok, ko zaprete vrata psihoterapevtske delavnice ali pa ordinacije, kaj je še delo župana, kaj počnete? Zjutraj pridete v službo, ok, na kava, kaj pa pol? Potem se začnejo pa različni sestanki, bolj ko ne prvi del, tam nekje do 11-12 ure je namenjen notranjemu delu, če mu lahko tako rečem, se pravi pogovorom z različnimi oddelki o tekočih zadevah, kjer vedno naletimo na probleme. Vedno je tudi problem, kako vzpostaviti še bolj tvorno, še globlje sodelovanje med oddelki, ki so na en način odvisni drug od drugega, za kakšne projekte pa mislijo, da niso. In potem nekje po 11, po 12 uri ali pa včasih tudi že prej se je treba pospokati v avto, urediti, počesati in peljati v Ljubljano. Včasih se v Ljubljano pelješ z 20 dek kave, s kakim viskijem in v bistvu po pisarnah podkupuješ različne uradnike, da preložijo tvoj projekt iz enega predala v drugega. To zdaj čisto odkrito, malo za šalo, malo za res. Tega je zelo veliko, tega je čezdalje več, ker je le osebni stik čisto nekaj drugega kot Zoom, kot Skype, čezdalje bolj zopet, jaz opažam, da si ljudje želijo tega osebnega kontakta, da se ljudje pogledajo iz oči v oči in je situacija zelo hitro lahko popolnoma drugačna, kot je pa po Skypu bolj neposredna, bolj človeška, bolj humana. In se da marsikaj zmeniti, kar se prej v 2-3 mesecih po Skypu ni dalo. Ali se je res občina razširila po številu zaposlenih? Ne, jaz mislim, da imamo, kakor jaz vem, po zadnjih podatkih je število zaposlenih popolnoma isto, kot je bilo ob nastopu mojega mandata. Tako da ni take sile, kar se tiče zaposlitev, ampak lahko tudi čisto odkrito rečem, da mi manjka ljudi. Moramo vedeti, da je ta številka tam okrog 40 zaposlenih, vključuje tudi medobčinsko redarstvo, ampak malo ljudi pa ravno zaradi tega, ker toliko evropskih razpisov, velikih in malih,
kot jih sedaj mi vložimo prijave in ki jih tudi dobimo in moramo potem v resnici seveda izvajati, da počrpamo vsa ta sredstva, ni bilo na občini Trbovlje še nikoli. Ali govorim od sklada za pravični prehod, se pravi od izgradnje industrijske cone Lakonca. Industrijska cona Lakonca, Medklic. 2 leti pregovarjanja, dopolnjevanja, da se je projekt sploh začel. Z Ministrstvom za kohezijo, z Ministrstvom za gospodarstvo, z Ministrstvom za okolje in prostor in tako naprej in tako naprej. Problem naše državne uprave je tudi v tem, da ima vsako ministrstvo zase svoj posebni sistem verifikacije prispelih papirjev, na drugačen način obravnava vse tisto, kar bi moralo biti poenoteno. In tako traja to od enega ministrstva do drugega, pa potem vsi na Ministrstvo za financo, pa traja en mesec, pa finance čez 2 meseca šele nazaj, ker je ena gospa na bolniški in tako naprej in tako naprej in tako naprej. 2 leti, predno smo zasadili prvo lopato. Podobno se sedaj dogaja tudi z zeleno vezjo. Projekt občine Hrastnik. Tako, to je naš skupni projekt Hrastnika in Trbovlj. To je vsa ta zelena infrastruktura na tej potezi iz Hrastnika do našega bivšega bajerja. Polno enih športnih naprav, sprehajališč, ne vem česa še vsega, tudi en lokal gor na Kipah, ena kavarna, slaščičarna, kakorkoli. Vse je odobreno, vse je že poštampljano in podpisano, vendar so zdaj v zadnjem mesecu zopet odločili na ministrstvu, da se lahko projekt začne šele po 1. januarju leta 2027. Zaradi financiranja? Seveda zaradi financiranja, in kar pa pomeni, da bomo mi morali noreti hitro, ker moramo vse dokončati, preden poteče ta perspektiva evropska. Zaključek pa še vseeno ne bo nič kasnejši zaradi tega? Zaenkrat ne, jaz upam, da bo nova ekipa tako pripravljena v bistvu prisluhniti, da bojo vsaj za pol leta ali pa 1 leto zamaknili konec projekta. Ne, tako da nas včasih postavljajo v nemogoče položaje. Pa vendarle, pridobili smo sedaj tudi evropski projekt iz sredstev Evropske skupnosti tudi za zeleni prehod, in to se pravi iz tega mehanizma Horizon. Mislim, da smo bili zbrani mi pa še ena občina v celi Sloveniji. Tako da začnemo tudi znotraj tega Horizona. Prvo bomo opremili, pravzaprav uredili eno parkovno površino nasproti domu Franca Salomona. Po teh načelih, ki jih predpisuje ta projekt, je pa to zdaj vstopnica še za kaj veliko več. Obenem smo tudi že začeli, pa v resnici še vedno ne, ker še ni financiranja, naš projekt tudi te kolesarske steze med Trbovljem in Lošinjem in 3 downhill poligonov tamle gor na pobočju. Ko bomo to naredili, jaz mislim, da bo to do 2. leta, recimo ob letu v Sorej mora biti gotovo, v bistvu postali eden izmed centrov za gorsko kolesarjenje, sploh za poligone in tako naprej v Sloveniji. Ker imamo v Trbovljah eno tako močno ekipo, ki... Izredno močno, tudi Lošinj, zato sem prej omenil Lošinj, ker naši fantje že leta opremljajo steze na Lošinju za evropska in svetovna prvenstva v downhillu. In potem smo se rekli vsi skupaj, hudiča, zakaj pa ne bi vsega tega mi počeli tudi doma. No, in to nam bo zdaj omogočilo, da se tudi ta šport razvija. Kje bo konec, Bog ve. Zdajle pred parimi dnevi sem bil tudi na Kumu, vzpon na Kum kolesarski. S kolesom ste bili? Nisem bil s kolesom, bil sem pa lani s kolesom, ampak moj čas se seveda s temi norci, ki trajbajo gor, mislim, da je prvi, ki je bil, je dosegel čas 28 minut, to je nepredstavljivo. In to naš Jure Saviozi zlomljeno ključnico na električnem biciklu. Okay.
Ampak tudi tle naši hribi so tako lepi, toliko lahko enih prog trekerskih, tudi za kolesa, umestimo v ta prostor, da jaz tle vidim tudi neslutene možnosti. In tudi na temelju tega obiska sem sedaj sprožil ene postopke, da točno ugotovimo, kaj občini Trbovlje preprečuje, da park Kumski spremenimo v javni zavod, da dobimo upravitelja in da res začnemo delati tudi zaradi tega, ker zdaj pričakujemo, tudi že par mesecev pričakujemo končno, da dobimo odločbo, da smo kot zadnja regija v Sloveniji sprejeti kot turistična destinacija. To se že tudi kar nekaj časa odvija, ne? Vse se odvija. Se mi zdi, da smo že 100-krat govorili o tem. Odvija se pa ne po naši krivdi, ampak vsepovsod smo zdaj tam nekje v ciljni ravnini in se potem je tako, je pa kak dan, pa kar 3 pridejo naenkrat, ne. Jaz mislim, da sem ravno danes dobil sporočilo z oddelka za okolje in prostor na občini, da je prišla pogodba podpisana nazaj za zeleno ves. Ampak to še se pravi pogodba To še nič ne podpisana, pomeni nič drugega, da bo še vedno januarja, ampak tako, ampak to še ne pomeni denarja na računu, ki je pa pogoj, da se stvar začne odvijati. 1000 enih točk, a ne, ko že veš, da je, oziroma upaš, je skoraj prepričan, da bo, pa je še toliko enih vmesnih postaj, da pride do cilja, ne. Res je. Konstantno odloženi orgazm, ne. Ne pride pa ne pride, ampak na koncu bo prišlo vse skupaj. Okej, zasavski šerifi, 4 župani oziroma tako v nekem ožjem krogu ste 3, ki ste že ob nastopu mandata vsi 3 rekli: "Okej, mi bomo pa ful sodelovali, to je to." Pa je šlo, pa kaka stvar tudi ne gre, pa spet gre. Kako je s tem? Tako kot si rekla, kaka stvar gre, kaka pa tudi ne, zaradi različnih razlogov, ne. Vstopnica nazaj v to druščino je bila za občino Trbovlje seveda Ceroza, ne. situacija okrog odlagališča regionalnega odpadkov. Tam se je kopičila ne samo zamera, ampak tudi še kaj drugega, tako da smo mi to presekali, tudi pravno uredili vsa razmerja in stopili nazaj kot največji partner seveda v upravljanje. In na veliko zadovoljstvo vseh 4 občin, ki sodelujejo pri tem projektu. Sedaj tudi Občin je še več, ne, na Cerozu zdaj, če tako. občin, Je še ki Radeče, prav, tako, se pravim, 4 občine, ki še sodelujejo, tako da nas je 5, Radeče, Litija, Zagorje, Hrastnik in Trbovlje. Tako da mislim, da kar na splošno zadovoljstvo vseh nas 5 to zdaj teče, direktor je izredno uspešen. Našel je tudi sedaj nadomestilo za te roke, ki se sedaj iztečejo in bo treba počasi začeti razmišljati o zapiranju te deponije in tako naprej. Ampak vse v redu. S to deponijo je bila povezana tudi na en način situacija v trbovski komunali, ki ni bila rožnata, ki je bila zelo slaba, tudi zaradi nesposobnosti bivšega vodstva. Tako da sedaj končno po 2 letih in pol, no, tako bom rekel, prihaja tudi Komunala Trbovlje zopet na zeleno vejo in uspelo nam je skupaj z vodstvom komunale zagotoviti, da se v resnici v teh 2, sedaj 3. letu, cene storitev niso dražile in se bodo še cenile. Sicer na prvi pogled izgleda, da tisti evro, 2 sem in tja pri ogrevanju ne pomeni veliko, ampak je pa zato bil potreben izreden nadzor vsega tega, kar se je dogajalo, čiščenje vseh postavk, ki so bile včasih zakrite, zamaskirane in tako naprej. Tako da smo sedaj končno prišli s Komunalo Trbovlje na čisto. Okej, še enkrat, da se vrneva župani, kakšno je sodelovanje? Sodelovanje je zelo dobro. Če se zdaj nekako sfokusiram na sodelovanje naših 3 dolin, ki smo nekako veliko bolj vezani drug na drugega že stoletja. Jaz mislim, da in z Matjažem in z Markom kar dobro krmarimo.
Že prej smo omenila ta naš skupni projekt Zelena ves. Zelo nam je tudi recimo Zagorje pomagal pri tem, da smo končno pridobili teh 12 milijonov za industrijsko cono. Tako da jaz mislim, da kar dobro krmarimo. Seveda je tle malo zavisti in vsega tistega, kar v teh dolinah traja že 200 let, da smo včasih malo skregani, ampak ja, toliko časa skregani, da se nihče več ne spomni, zakaj smo se sploh skregali. Ampak mi kot župani občine, kot tudi občinske uprave, mislim, da kar dobro krmarimo. In veste, popolnoma drugačna je percepcija nekoga, ki pride kot četvorček na kakšno ministrstvo, ali pa če prideš ti sam in prosiš in moleduješ, ali pa če ste to vsi regionalni župani, ki enotno nastopajo. Itak smo mehni, ne? Mislim. Itak smo zelo mehni, to se je izredno pokazalo pri, bom kar rekel, obrambi trboveljske regionalne bolnice, kjer smo s skupnim nastopom zelo hitro obrnili ploščo ljubljansko, tako da vse te misli o tem, da ne bi bil to samo paliativni oddelek, vse tisto, kar se je nameravalo, ali združitev z brežiško bolnico in tako naprej, ali celo ukinitev, ali pridružitev nekaterih oddelkov v kliničnem centru v Ljubljani in nekaterih kliničnem centru v Celju, da se je vse to omaknilo. In potem s prihodom novega direktorja so se začele tudi naložbe, se je začelo vlagati v nekatere dejavnosti, ki prej niso bili prioriteta, sedaj pa so in nosijo tudi bolnici denar. Tako da to smo ohranili. Problem imamo še vsi trije župani z organizacijo zdravstvenih domov, ampak ne po naši. Niste čisto enotni? Nismo čisto enotni, ampak nismo si pa tudi neenotni, če lahko tako rečem. Kriva je v resnici država, kakorkoli se to blesovo sliči, vsak se izgovarja na državo, ampak država... še vedno ni nič rešeno, ne? Nič ni rešeno, ker država ne iznajde sistema, kako bi te stvari uravnavala, ker v resnici ni problem samo Zasavje, ampak je problem po celotnem arealu naše republike. Ampak seveda zdravstveni dom Trbovlje stoji kot, da tako rečem, trdnava zdravstvene oskrbe, ne samo v Trbovljah. Tako da jaz tudi tle gledam z zaupanjem v prihodnost in upam, da se tudi tu poenotimo in da se iznajde en takšen sistem, ki bo v resnici vsem v korist. Problem so seveda dovozni časi, dežurne službe čez vikende v Hrastniku in Zagorju in pa seveda naša urgenca, ki je v trbovski bolnišnici. In ljudje morajo tudi vedeti, da sta to dva popolnoma različna sistema. Zdravstvena oskrba, primarna, se pravi zdravstveni domovi in bolnica, sta dva sistema. Eden je z Marsa, eden je pa z Venere. In je včasih težko med njimi, oni sami, tudi zdravniki v teh ustanovah, včasih zelo težko sodelujejo. Ampak pol v končni fazi, ko prideš potem do tega čustvenega izseljevanja, ko se mu reče, hudiča, kaj pa vaša primarna skrb, ali boste skrbeli za ljudi, ali zakaj in tako naprej. Pol nekako pridemo na skupni imenovalec. Pa si jaz predstavljam te sestanke, vem, da se tudi župani večkrat dobite na kakem kosilu, da se malo pomenite določene stvari, ne samo svet regije pa tako. A to izgleda tako, da en reče, pa kaj si to rekel, ja pa mogel sem, veš, že moji tole hočejo, tako, a se pogovarjate na ta način, ali je zelo striktno, da si rečeš, tole moramo skupaj, tole ne bomo, tako uradniško, na kakšen način je to? Ne, pogovarjamo se seveda na tisti prvi način, se vsi dobro poznamo že odprej in smo tudi sodelovali že veliko prej. Jaz sem prav Trbovec in velikokrat rečem mat kurba in tako naprej in sem in kja. Ampak sej... In se soseda zasmejita. In se soseda zasmejita in mislim, da v vseh glavnih stvareh mislimo zelo podobno.
naša glavna frustracija, jaz mislim, da lahko govorim v imenu vseh treh, so pa seveda prometne povezave. To pišmeuhovstvo, ta odnos države že desetletje in še Pa vse več. slabše je, ne? Pa vse slabše je in glede na to, kaj ste prej rekli, se mogoče še poslabša. Kar se tiče tunela do Prebolda, kar se tiče na en način tudi obvoznice mimo Litije in predvsem tudi kar se tiče povezave Hrastnik-Zidani Most, je po mojem kriminalna. To, kar nam počnejo že desetletje, dva, ne pije vode na noben način. In jaz pričakujem, da bo šele razvoj novega gospodarstva, na stotine novih delovnih mest, ki se s tem obetajo, v resnici prisilil državo, da začne razmišljati tudi malo drugače in da resno pristopi k izgradnji vseh teh prometnih povezav, da res nismo tu sredi Slovenije eno slepo črevo. Kaj pa tista, ko ste govorili vi o nekem električnem prevozu med Hrastnikom in Trbovljami? Ta projekt še obstaja in ta projekt bomo županom hrastniškim zdaj v drugem mandatu definitivno speljala. Mi imamo z javnim prometom velike težave. Mamago, ki je lastništvo Slovenskih železnic, je seveda monopolist. In kot monopolist si lahko privošči marsikaj. Da sam določa svoje čase, vozne rede, kaj bo in kaj ne bo in sam postavlja tudi cene. Mi recimo samo za šolske prevoze vsako leto na Magu plačamo na 100.000 evrov, kar je v resnici nesprejemljivo. Če bi ves ta denar namenili v nakup, in to je tendenca, v nakup enih električnih vozil, ki bi upravljali to javno službo, bi po mojem zelo hitro v parih letih prihranili vsi skupaj ogromne denarje. Pa še bolj In fleksibilni bi bili, ne? zboljšali uslugo, kot se temu reče, in posledično bi bili tudi ljudje, predvsem tudi mladi, veliko bolj zadovoljni. Nesprejemljivo je, da mlad človek, ki vstopa recimo v srednjo šolo, se odloči, da se bo raje vozil v šolo v Ljubljano ali pa v Celje, kot da se bo zajebaval, po domače povedano, z našimi voznimi redi po Zasavju, ne. Kako priti recimo iz Zagorja v Hrastnik, je skoraj že znanstvena fantastika z javnim prometom. Da ne govorimo, kaj zadnje leto in še več počnejo Slovenske železnice s točnostjo in tako naprej in tako naprej. Seveda opravičilo je vedno izgradnja železniške postaje v Ljubljani, kjer škafom stresajo milijone in milijone. Mi smo se pa zdaj skoraj 2 leti zopet prepirali, dobesedno prepirali z ministrico za infrastrukturo, ki ni hotela začeti obnove železniške postaje v Trbovlju, ki je na vrsti. In sedaj smo spet tam, ko mi rečejo, zdaj ko odhajajo. Zdaj spet čakamo nekaj, In ne? zdaj spet čakamo, ker se je drugi izbrani v 3. poizkusu razpisa. Bila sta že 2 izvajalca zbrana, pa sta bila zavrnjena, ker sta bila predraga. Jaz ne vem, kako ima kdorkoli takšno ingerenco, da lahko takšne stvari počne. In sedaj je to na temelju pritožbe, zopet v preverbi in bomo zopet čakali. Podoben slučaj je še s kako drugo zadevo, predvsem recimo z obljubljenim asfaltom na Kum. Da bo pred kolesarsko dirko. In to gre tako, ne, pred 5 meseci ti rečejo, ja, še ne 2 meseca, moramo to preveriti zdaj z Ministrstvom za finance, pa z infrastrukturo, pa z obrambo. Veš, to je zapleteno, to so 3 ministrstva, moramo znajti način, kako se bo to financiralo. Potem pridemo zadnji mesec, sedaj, pred 1 mesecem. Ja, jutri bomo podpisali, jutri, to je 3 tedne trajalo. In potem končni stavki so bili, ja, danes popoldne boš imel pogodbo na mizi podpisana. No, in od takrat naprej tudi nihče več ne vrača klicev. Ampak 2 meseca vmes so imeli pa mir pred vami, ne? 2 meseca so imeli pa mir. Točno zato se tudi gre. Čeprav potem nekateri po javnih medijih govorijo, da ima župan pogodbo na mizi, ampak jo nima.
Tako da smo pristopili k vsem tem, razen te ceste, ki smo jo mislili prvenstveno od Lontovža, pravzaprav od Dobovca do Lontovža in naprej do Kuma asfaltirati sami, je še kar taka, kot je bila lani, kot je bila predlani, kot je bila pred 10 leti, kot je bila pred 20 leti. Ok, rekla sem, da ne bomo preveč občinsko, povedala bomo samo še, kupola je tudi ena taka, ki sicer ni v nobenem projektu, a ne? To je čisto tak dogovor bil od lastnika, ki je to kupil, pa občine, ki je dala interes, da bi to zdaj občina prevzela in to kupolo obdržali. Trbovska kupola, pomaranča, kot ji rečemo domorodci, je v bistvu en spomenik slovenskega socialističnega modernizma v arhitekturi. In njen model ima svoje mesto v MoMI v New Yorku, v tem Svetovnem muzeju arhitekture. Od vseh objektov v Sloveniji zgrajenih, narejenih, zdizajniranih, sta tam trafika od Saše Mehtiga, tiste rdeče pošasti, ko smo jih včasih vsepovsod videvali, in pa Trbovska kupola. Tako da nam se je zazdelo greh, da bi se to vse podrlo, in ravno zdaj, ko to govorimo, statiki in tudi metalurgi preverjajo trdnost materiala, same konstrukcije, in če bo vse v redu, gremo potem takoj v dogovor z sedanjim lastnikom, da to nekako preide v last občine in potem umestimo, obnovimo seveda, takšna, kot je bila originalno, z vso to oranžno barvo, in potem umestimo pod to streho, pod to kupolo nove vsebine. Ok. Bova počasi zaključila, ampak še preden pa vprašam, se navezujem že malo naprej, a vas kdaj tepe jezik? Mene jezik vedno tepe, ne, vedno povem preveč. Včasih povem, in to je kar moja napaka, včasih povem tudi tisto, za kar sem trdno prepričan, da bo, pa potem ni čisto tako. Pa so potem tista 2 meseca vmes, ko so imeli In mir, potem pa sta tako. tista 2 meseca vmes, ko jaz butam z glavo ob steno in se rečem, hudiča, spet so me nasrali, ampak dobro je. Pogoltnem, pa gremo naprej. Vem, da je to tudi frustracija za marsikoga tam zunaj, ki naj vas zdajle gleda in posluša, ampak vsem zagotavljam, da v končni fazi vedno pridemo na cilj. Trbovlje do zvezd je zraslo na vašem zelniku, ta slogan? Res je, to je izpeljanka v bistvu iz tistega starega rimskega slogana Pedas per ad astra, se pravi skozi trne do zvezd. In hudiča, če je šlo kakšno mesto in kakšno okolje skozi trne vsa ta desetletja, ki so za nami, mislim, da so to zasavska mesta in končno je prav, da pridemo tudi do zvezd. Na temelju tega je celo Zagorje spremenilo svoj slogan in se zdaj reče Zagorje med zvezdami. Zvezda je rojena. Zvezda je rojena, Ja, imate ja. prav. Seveda je torej Zagorje vedno korak pred Trbovljami, kot je v boljši, navadi. najboljši pa tako naprej, ne? Tako, ampak sem vesel tega, da se to, zdaj mora še Marko nekaj takšnega. Taka zdrava konkurenca, ne? Zdrava, malo zajebancije, po domače rečeno, ampak v bistvu pozitivne. Ok, ne želim zaključiti z volilno kampanjo, ampak kaj lahko pričakujemo? Ne mi naštevati tole bomo, ampak kaj lahko pričakujemo tudi od vas, kot od Zorana Pozniča, od človeka, ki bo morda še 4 leta nadaljeval, mogoče 8, 12, ne vem, pač pustimo čas v čas. Ne, moram jaz še kaj skipart, tako da ta 4 leta in potem adijo. Nekako v mojih malih možganih je to že odločeno in potempljano, tako da delam načrte, kaj bomo ta 4 naslednja leta še počeli, tudi z novimi močmi, tudi malo drugače organizirani, ampak predvsem lahko vsem ljudem obljubim skrb za dobrobit mesta skozi vse projekte. Večja, še večja, čeprav vsako leto večamo po 10%, po 5% različna območja, več skrbi za šport, še več skrbi za kulturo,
Ampak sej proračun bo isti, a ne? Če boste posod dali več, bo nekje manjkalo. Seveda, ampak recimo tole, kar zdajle počnemo za to posojilo, za infrastrukturo, za ceste, nam bo v naslednjih letih omogočalo, da tle sprostimo marsikak Govorimo o denar. posojilo, ki je bilo za te lokalne Tako, ceste, tako, odseke, tako, ki so bili tako. urejeni, ne? Recimo v Završje imajo ljudje novo cesto, po kateri se vozi tudi šolski avtobus. Prej so se vozili po kolovozih, ne, leta 2026. Tako da tudi tu se nam sprosti kar nekaj denarja, pa še veliko je takih. Zdajle začnemo tudi obnavljati in graditi novo napeljavo komunalno do Škratovine, dol od trga Revolucije, kar bo povzročilo verjetno malo nevšečnosti zaradi prometne zagate, ampak tudi to rabimo tudi zaradi bodočih prihrankov, kar se tiče ogrevanja in tako naprej. Komunala ima po isti ceni zakupljen plin še za 2 leti naprej, kar nam bo tudi omogočilo prihranke. Letos prvič zopet po kar nekaj letih komunala prispeva tudi v občinski proračun višek sredstev. Naredili, v narekovajih, naredili bomo partizan, zgradili bomo stanovanj, dogaja se marsikaj. Je pa zanimivo, da še to, pa neham, prejšnji teden sem kolegu rekel, nobenih novih projektov več. Imamo dela še za ta cel mandat, da tole vse, kar smo si zastavili, speljemo do konca. In kaj boste pa naprej, je pa vaša stvar. Imate še dovolj energije? Vas ljubezen gor drži? Ljubezen predvsem, čeprav mi tudi nagaja ljubezen v tem smislu, da sem več tu, kot tam, kjer bi srce hotelo, da sem. Ampak moje srce je bilo vedno na 2 konca. Eden je tisti intimni, ljubezenski, in drugi del srca je pa seveda pripada mojemu mestu. In to je treba pač malo uskladiti in Ja, 2 ljubice imeti ni na 2 ravno, stolih sedeti, ne. Seveda je prva moja žena, ki je izredno potrpežljiva in razumevajoča. Tako da, Vesna, hvala ti za vse. ampak saj vedela, v kaj gre, ne? Vedela je, v kaj gre, ampak saj ostane tudi dovolj časa mojemu mestu. Lepo. Okej, najlepša hvala. Do zvest, vi in Trbovlje in vse. Mi vsi skupaj. Ja. Pa srečno Trbovljam, čeprav en dan kasneje, ne? Hvala, srečno. Srečno vsem nam.